moram izraziti zadovoljstvo, da po 6-mesečni kampanji za nižje davke smo vendarle zaključili prvo etapo. To pomeni, da smo vse naše predloge pripravili oziroma spravili do zakonskih možnosti. Od tu dalje pa sledi zdaj druga etapa, in sicer obravnava vseh teh naših predlogov v zakonodajnem postopku. Mi smo to kampanjo za nižje davke začeli že spomladi letošnje leto. Upravili smo poglobljeno interno razpravo znotraj stranke, prav tako pa smo upravili tudi, rečemo temu, kar socialni dialog. Sestali smo se tako s predstavniki sindikalnih organizacij, kot tudi s predstavniki delodajalskih organizacij. Moram priznati, da so bili odzivi, vse kar se tiče delodajalcev in pa tudi vse polovice sindikatov, pozitivni. Ob koncu vseh teh naših sestankovanj pa smo se sestali tudi z predstavniki SMC-ja in se z njimi dogovorili za nek način dela, ko bodo te naši zakoni v zakonodajnem postopku. Naše osnovno izhodišče je bilo, da bi čim več ljudi plačevalo čim nižje davke. To je bilo naše osnovno vodilo, ki smo se ga poskušali ves čas držati, in smo na nek način pripravili ukrep ambicioznih ukrepov, ki bi dali nek konkreten doprinos ljudem v njihovem življenju. Ne gre tukaj za simbolične popravke, ne gre za tukaj neke bagatelne popravke, ampak smo izhajali iz tega, če že delamo neko reformo, potem ne bo to taka reforma, ki se bo poznala tudi v žepih ljudi. In če sem na kratko povzamem teh 5 ukrepov, ki smo jih pripravili, zagotovo je najbolj odmeval naš prvi ukrep, ki bi povečal neto minimalno plačo za 50 evrov, s čimer pa ne bi povečal strošek delodajalcem, ker bi bruto plača ostala ista. Če povečamo 50 evrov neto plačo minimalno na mesec, to pomeni v enem letu ena dodatna plača. To pa je že nek konkreten doprinos k življenju ljudmi. Predlagamo tudi razvojno kapico, s katero želimo predvsem zadržati v Sloveniji najbolj produktivne razvojne inženirje. Predlagali smo širše dohodninske razrede, s katerim želimo razbremeniti srednji razred. Predlagali smo nižjo obdavčitev SP oziroma malih podjetnikov in nenazadnje predlagali smo tudi drugačno, bolj razumno obdavčitev božičnice, kar pomeni, da bi kljub veliki potrati države večji del božičnice, ki jo izplača delodajalec, kljub vsemu ostalo delavcev. Za 3 ukrepe, to je za višjo minimalno plačo, pa za razvojno kapico in pa tudi za božičnico, smo pripravili novelo zakona o prispevkih za socialno varnost, ki ste jo danes sprejeli in bo prav danes vložena v parlamentarno proceduro. Dohodninske razrede smo poskušali razširiti z amandmajem na že odprt zakon o dohodnini. Že je bil ta naš prvi poskus neuspešen, zaradi tega bomo v novem letu vložili svoj zakon. Prav tako pa po novem letu planiramo tudi vložitev zakonja za nižjo obdavčitev SP-jev. Moram priznati, da v vseh teh sestankih smo navezali dobre stike zlasti z Obrtno zbornico Slovenije in smo tudi z njimi oblikovali, rečemo temu, neko posebno partnerstvo in bomo v sodelovanju z njimi zdaj te naše ukrepe še nekoliko dopolnili, da bi naredili boljše poslovno okolje za vse male obrtnike. In bomo v sodelovanju z Obrtno zbornico v novem letu vložili, imamo že spisane, ampak jih še finaliziramo z Obrtno zbornico, še 3 dodatne zakone oziroma ukrepe, in sicer eno se dotikajo regresne zahtevke, gre za odškodninsko odgovornost obrtnikov v primeru poškodb. Tukaj bomo šli v smeri, da bi bili obrtniki dejansko odgovorni samo v primeru velike malomarnosti in še to bi bilo omejeno na 20-kratnik minimalne pokojninske osnove. Gre za nek tak razumen ukrep, kjer bi obrtnikom in podjetnikom omogočili, da normalno delujejo in da za te svoja poslovna tveganja tudi dobijo neko zavarovalnico, ki jih bo zavarovala za tovrstne primere. Poskušali bomo urediti tudi dvojni status, o čem govorim, da bo nek upokojenec hkrati lahko prejemal polno pokojnino in tudi delal še naprej. Nam se zdi to zelo razumna odločitev. Jaz ne vem, kaj država s tem izgubi, če nek delavec izpolni vse pogoje za pokojnino, mu je država dolžna to pokojnino
dati in ne vidim, kaj država izgubi, če ta delavec še dela, kar pomeni, da plačuje prispevke in dejansko še dodatno vplačuje pokojninsko blagajno. Ne razumem, zakaj je država tukaj tako trda, zadeva je relativno enostavna, logična in v to smer bodo šli tudi naši predlogi. In še tretji projekt, ki ga peljemo skupaj z njimi, pa je, da bomo ponovno dali popravke zakona o javnem naročanju, ki se pa nanaša predvsem na poplačilo podizvajalcev. Zadeve so šle zdaj v smeri, ki poslabšajo situacijo podizvajalcev, mi želimo to popraviti in sicer, da bo lahko naročnik direktno poplačal podizvajalce. Skratka, če zaključim, bi rekel, naša poanta tega polletnega dela vseh naših predlogov, zakonskih in ukrepov je, da bi imelo čim več ljudi delo. Naše stališče je, da je vsak zaposlen dvakratna korist za državo, ker prvič vplačuje vse državne sklade in fonde in drugič državi zanj ni potrebno dajati posebnih socialnih in drugih transferjev. In mi se bomo še naprej trudili, da bi takšno poslovne okolje tudi zagotavljali, da bi čim več ljudi lahko normalno delali. Kot sem dejal, ta prva faza, ko smo imeli poglobljeno razpravo znotraj in izven stranke in ko smo predloge pripeljali do zakonskih verzij, je zdaj končana. Nekateri zakoni bodo vloženi zdaj, nekateri tik po novem letu, ko dobimo še soglasje ljudi, s katerimi smo sodelovali. Potem se bo pa začela parlamentarna obravnava in parlamentarna procedura. In tukaj upam, da nam bo največja vladna stranka prisluhnila vsaj v tem, da naših predlogov ne bodo zavrnili že v prvi obravnavi po tisti znani krilatici. Ne gre za sistemske rešitve, ker zadeve prihajajo strani opozicije, bomo mi pripravili svoje, teh predlogov strani koalicije pa nikoli ni. Za enkrat, ker smo imeli pogovorov v SMC-ju, sem optimist in verjamem, da bi te predlogi lahko šli vse čez prvo obravnavo. Do druge obravnave se bo pa potrebno pač dogovoriti, kako daleč so oni pripravljeni iti. Kakšno vprašanje? Ja, kakšen bi bil finančni učinek v proračun, ko bi manj prišlo v proračun in če ste kakšen ukrep, ki bi izravnal ta manjko, ker verjetno manjko je glede. Absolutno, seveda. Kot sem dejal, mi smo ukrepe zastavili drzno in mi računamo, da je največji problem Slovenije to, da mačku po malem striže rep in je maček skozi v stiskah in v težavah in trpi. In zato, če stvari enkrat delamo, potem je potrebno jih urediti tako, da ni večjih bolečin in da ni večjih težav. In zato smo mi predlagali stvari precej drzno in seveda ta drznost se odraža tudi v javnofinančnem izpadu. Inštitut, ki nam je pomagal pri pripravi teh naših predlogov, je naredil za vsakega izmed naših ukrepov konkreten izračun, kakšne bi bile finančne posledice. Seveda so največje finančne posledice, zdaj vam govorim statični izračun, kar pomeni na eni strani, če to uvedemo, so toliko manjši prihodki v proračun, potem bomo povedal še, kje bi pa bili večji prilivi. Skratka, za ta 50 evrov više minimalno plačo, to je najtežji ukrep in bi tudi prejel najširše, največ ljudi bi se dotaknil in ta ukrep bi državo stal 410 milijonov evrov. Potem imate razvojno kapico, ki bi državo stal med 25 in 80 milijonov evrov, odvisno na kateri nivo jo postavite. Če jo postavite razvojno kapico precej nizko, potem je seveda izpad iz državnega proračuna večji, če je visoko manjši, ampak če je niže postavljeno, potem zajame širši krog ljudi. Dohodnina, sprememba dohodninskih razredov bi pomenila izpad 145 milijonov evrov, potem sta pa še dve stvari, ki sta bolj res majhnega obsega in tukaj pa ne bi smelo biti nobenih večjih težav. To pa je zmanjšana obdavčitev malih SP-jev, ki imajo zelo nizke dobičke, tam do 10 tisoč evrov, in pa božičnica, to pa govorimo o 20-25 milijonskem izpadu.
Vse skupaj je približno 700 milijonov. Vse skupaj je med 600 in 700 milijonov, odvisno kateri kriterij uporabite, ampak zdaj bom pa zelo konkretno povedal. Ne. Na drugi strani je pa ta inštitut tudi na računu, da bi pa bilo dodatnih proračunskih prilivov za približno 450 milijonov. Te proračunski prilivi se pa nanašajo predvsem na večjo potrošnjo, na večjo porabo, večji priliv iz naslova DDV-ja, večji priliv z naslova ostalih trošarin in tudi večji priliv z naslova dohodnine. Ker se bodo prihodki ljudi povečali, se bo na drugi strani tudi priliv strani dohodnine nekoliko povečal. Mi teh finančnih posledic nismo nikoli zanikali. Mi smo vedno pošteno povedali, da pri naših predlogih zadeva striže za 200 milijonov evrov. In zdaj me boste vprašali, kje teh 200 milijonov evrov nadomestiti. Je naše stališče zelo preprosto. Mi smo za to, da to gospodarsko rast, ki je bila v 2015 in ki bo morda v 2016, čutijo vsi državljani in ne zgolj javni sektor. To je naša poanta. Če pogledate, se je v zadnjem obdobju preko različnih pogajanj kar nekaj denarja razdelilo javnemu sektorju, tako da se je odmrzlilo nekatere ukrepe, ki so veljali še iz časa slavnega ZUJF-a, in naša poanta je bila, da bolj kot da ta denar porabimo zgolj za javni sektor, da ga porabimo za vse državljane, tiste, ki so v javnem sektorju in tudi kot tiste, ki niso v javnem sektorju. Torej, teh 200 milijonov evrov bi se dal nadoknaditi z manjšo javno porabo. Če sem še nekoliko bolj konkreten, če bi vladna koalicija, zlasti tukaj mislim na SMC, pokazala neko resno pripravljenost, da vendarle premaknemo to davčno reformo naprej, potem smo se seveda tudi mi pripravljeni pogovarjati o mejah, kam bi postavili limit, kjer bi nek ukrep veljal. O čem vam govorim? Recimo, razvojna kapica je takšen primer. Odvisno, kako visoko jo postaviš, od tega so odvisni potem finančni učinki. Druga stvar je tudi morda v zvezi z minimalno plačo. Mi smo štartali na 50 evrov, lahko je na koncu dogovor pa izpogajano 30 evrov. Je še vedno boljš nekaj kot nič, seveda pa to temu primerno tudi pomeni manjše javnofinančne posledice. Torej, mi smo želeli pokazati, da ne želimo biti več stranka, ki zgolj in samo kritizira, ampak smo stranka, ki prihaja ven s predlogi, da smo se o teh stvareh pripravljeni pogovarjati in pride tudi do nekih konkretnih zaključkov, ker ljudje samo od kritiziranja pa od kritizerstva ne morejo živeti in če druga stran je resno pripravljena kaj dobrega za Slovenijo narediti, potem bo pripravljena poslušati tudi opozicijske predloge. Torej, prav ta konkreten predlog ima finančni učinek od 600 milijonov, če ne upoštevamo posrednih finančnih učinkov, ki vračajo denar v proračun. Drži. Kaj pa pravi na to minister Mramor, ki mora v končni fazi zapreti proračun? Moram reči, da je bil sestanek z ministrom Mramorjem zelo zanimiv, zelo plodovit. Jaz vsekakor sem zadovoljen, da je rekel, da so naši ukrepi pravi in da grejo v pravo smer, kar je zagotovo pomembno sporočilo strani vladnega predstavnika. Je pa rekel, da pa ima on dve omejitve. Ena omejitev so koalicijski partnerji, druga omejitev pa je uravnotežen proračun. In njegov odgovor je bil spodbuden v tej smeri, ko je dejal, glejte, morda ne bomo mogli sprejeti ukrepov v takšni veličini, kot ste jih predlagali, ampak vendarle bomo pa lahko določene stvari premaknili naprej, če bo le volja. In potem, če razmišljate in gledate, tudi vidite kontekst, zakaj so se potem kar nekatere koalicijske stranke začele pojavljati s podobnimi predlogi, ki sicer niso bili tako dodelani kot naši, ampak kljub vsemu sem jaz čutil tukaj neko nezadovoljstvo, zakaj se SMC pogovarja z nami in zakaj razmišlja o naših predlogih.
Še enkrat pa rečem, v tem naboru so ukrepi, ki imajo relativno majhne finančne posledice in jih je z enostavno dobro voljo lahko zelo enostavno realizirati. So pa tudi ukrepi, ki imajo nekoliko večje finančne posledice in pa terjajo morda kaj širša in bolj poglobljena pogajanja. Ampak recimo samo primer božičnice vam povem, tam je zadeva resnično neznosna, ker večino tistega, kar delodajalec da delavcu pobere država in mi tukaj nič ne kompliciramo, ampak zgolj predlagamo rešitev, ki velja za regres, kar pomeni, da bi se država še vedno vzela nek svoj kolač, ampak večino tega denarja je pa vendarle delavec dobil. To je en ukrep, ki ga lahko zelo hitro realiziramo brez velikih finančnih posledic in bi omogočili, da bi podjetja, ki danes kljub vsemu so nekatera, lahko nagradila svoje delavce. Še enkrat bi pa tudi bilo eno izmed naših razmišljanj, da če že delamo neke stvari, potem jih delamo drzno. Kaj pa pravita koalicijska partnerja, torej SD in Desus, ker vsaj kar se tiče božičnice, ima SD tako rekoč identičen predlog? Ja. Glede božičnice se zdi, da se strinjajo vsi razen Mramorja, ki bi verjetno mu nekaj zmanjkalo zaradi tega. Mislim, da so nas copy-paste, če se malo pohecam, ampak glede božičnice je bil Mramor, to je treba tudi odkrito priznati, skeptičen od začetka, ker je on pripravljal nek podoben ukrep, ki pa mu ga je potem gospodarstvo sesulo. On je predlagal, torej božičnica je neko orodje, s katerim lahko podjetje nagradi svoje delavce ob koncu leta, če je uspešno in če so za to možnosti. To je božičnica. Medtem, ko je pa Mramor razmišljal o predlogu, vse to ga poznate, da bi ustvaril neko kvoto denarja, ki bi ga lahko pod neko bolj ugodnimi davčnimi bremeni razdelili. In gospodarstvo je na to reklo ne. In je potem tudi minister Mramor od tega svojega predloga umaknil oziroma odstopil in jaz tukaj zdaj vidim priložnost, da pa se gre naprej z našim predlogom, ki ima podoben cilj. In tukaj je recimo priložnost, da ko je ministrov predlog padel, se uporabi naš predlog. In še en detaljček je tukaj pomemben, mi smo te naše predloge predstavili vsem delodajalskim organizacijam, od gospodarske zbornice, obrtne zbornice, združenja delodajalcev, združenja menedžer in vse te organizacije so naše predloge podprle. To je tudi zanimiv podatek. Recimo na eni strani so bili predlogi ministra sesuti, na drugi strani so bili naši predlogi podprti. Jaz se teh stvari ne izmišljujem, če to meni ne verjamete, greste lahko te organizacije, ki so te naše predloge podprle, njih vprašati, da je šla zadeva v tako smer. Kar se pa tiče ostalih koalicijskih partnerjev, pa moram priznati, da imamo slabe izkušnje z njimi. Odkrito povem, jaz se bom spomnil tistih pogajanj za vlado leta 2014, veste, kjer je eden izmed sedanjih koalicijskih partnerjev, če sem zelo konkreten, SD, s tako klasično, zelo poceni demagogijo nas izrivu in kazal naše predloge oziroma zahteve kot nekaj nemogočega, kot nekaj, ki pomaga ne vem kako bogatim in podobno. To so bile, recimo konkretno, mi rečemo temu razvojno kapica, oni pravijo socialna kapica, posod, ali pa v velikem delu Evrope to razvojno kapico poznamo, pri nas jo ne poznamo in je to odlično orodje oziroma odličen temelj za poceni demagogijo. In proti taki poceni demagogiji, iskreno povedano, se je težko boriti, ko te nekdo usmerja, da zagovarjaš bogatune, ti potem težko s kontraargumenti priješ, ker nič ne velja, noben argument ne velja. Mi smo pa jasno povedali, da bi te stvari peljali v smeri, da bi zajeli ne funkcionarje, in ne niti javne uslužbence, ampak predvsem razvojnike v podjetjih, ki pa so ključni, da naše gospodarstvo deluje. Mi smo celo se pogovarjali v teh naših pogovorih, da bi naprimer to socialno kapico uveljavljali samo za realni sektor.
Zakaj? Zaradi tega, da nam ne bo kdo očital, da to delamo za visoke javne uradnike in uslužbence oziroma da si poslanci to kapico pišemo sami zase. Jaz sem tudi za to, da se naredi ta distinkcija, da za realni sektor to velja, za javni sektor to ne velja. Ne? Sicer so me potem nekateri upozorili, da je to potem stvar ustavne presoje, enakosti in podobno, ampak če imaš neko ambicijo in željo problem rešiti, iščeš vse mogoče rešitve. Če pa se greš demagogijo, da se nič ne spremeni, nič se ne more, pa smo tam, kjer smo. No, kakšna je torej realna usoda tega predloga, da gre čez prvo obravnavo? Moja ocena je, da bo čez prvo obravnavo šel. Od tu dalje bo pa potrebno najbrž odpreti pogajanje z Ministrstvom za finance, pa tudi koalicijo, do kje so oni pripravljeni iti. Jaz iskreno povem da se zavedam vseh naših javnofinančnih problemov in razsežnosti, da morda bo na koncu sprejet, če bo dobra volja, kakšen ukrep manj, ko smo ga mi predlagali, oziroma z nižjimi številkami, ampak vendarle pa upam, da bodo ukrepi sprejeti. Jaz tukaj v prvi obravnavi računam predvsem na podporo kolegov iz SDS-a in pa SMC-ja. To mislim, da sta stranki, ki bi morale to vrstne ukrepe podpreti. Se pravi, tukaj v zakonu je ta razvojna kapica napisana, ni pa nič konkretno določeno. Je pa tukaj noter v tem zakonu. Tako je. Ja, meja je... Vam bom takoj povedal. Razvojna kapica, evo, 6. člen, če pogledate, najvišja osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov za zavezance za prispevke delodajalcev ne more biti više od 4 bruto minimalnih plač. To je konkretno, če pogledate naš novi 6. člen, 4. odstavek. Zdaj, mi smo tukaj mejo postavili, vidite, na 4 bruto minimalne plače, ampak, kot sem dejal, to je lahko zdaj stvar pogajanj, to je lahko stvar amandmaja, da to zadevo drugače zapeljemo, ampak naš osnovni predlog je takšen. Nismo pa mi zdaj zacementirani, ker nam je v interesu, da naredimo korak naprej, ker če bi se nam šlo zelo grdo ali pa morda zelo odkrito povedan samo za navaden PR, potem bi mi maja oziroma spomladi, ko smo s to kampanjo štartali, bi pomahali s predlogi, bi rekli, ok, poglejte, mi predloge imamo, mi predlagamo fantastične stvari, ampak ta grda koalicija jih ne spreme in ne moramo nič narediti. Ampak mi smo v tem letu 2015 vendarle imeli en primer dobre prakse, ko smo vendarle uspeli skozi proceduro speljati nek zakon o dostojnem pokopu in to s pomočjo SMC-ja, ki je tudi v začetku mu kazal zelo slabo, potem smo pa mi z argumenti, z razpravo, s pogajanji vendarle ta zakon pripeljali do srečnega konca. In tudi tukaj je naš namen pripeljati stvari do srečnega konca. Lejte, mislim, da smo mi edina poslanska skupina, ki redno mesečno hodi po terenu, obiskuje podjetja in kaj nam tam podjetja ali pa podjetniki pravijo. Siti smo kritizerstva, siti smo prepucavanja, mi želimo, da v tisti hiši nekaj konkretnega za gospodarstvo naredimo ali pa naredijo. In v tej luči smo mi tudi k temu projektu poskušali ali pa pristopamo tako, da ne bi nobenega potiskali v nek neprijeten kot, da bi nas mogel nazaj namlatiti, ampak da puščamo čim več odprtih možnosti, da bi vendarle do realizacije vsaj dela teh naših predlogov prišlo. Spodna meja je pa pri minimalni plači. Tako je. Pri minimalni... Kaj delodajalci pravijo o zvišanju minimalne plače? Delodajalci so zelo zadovoljni, zaradi tega, ker smo mi naredili koncept, da se bruto minimalna plača ne poveča. Mi smo vzeli analogijo od dohodnine, ki je določen del vaših prihodkov neobdavčen. Pri tem našem ukrepu za minimalno plačo smo pa naredili, da je približno 3300 € vašega letnega zaslužka neoprispevčenega.
To pomeni, da mesečno vi za 270 evrov vašega zaslužka ne plačujete prispevkov. To je pač, bom rekel, neobdavčen vaš zaslužek, ki vam ga država recimo podari. In zaradi teh 270 evrov neoprispevčenega zaslužka je višji neto za 50 evrov. Kar pomeni, da bruto minimalna plača ostaja ista, medtem ko se pa neto minimalna plača povečuje. Delodajalci so bili zelo zadovoljni s tem ukrepom, ker kaj počejo oni bolj, oni bojo za isti strošek, za isto bruto minimalno plačo imeli delavca, ki bo, upam, da bolj srečen, ker bo imel vsak mesec 50 evrov več v žepu. Ampak teh 270 evrov velja samo za minimalne plače, ne velja po vsej lestvici. Za vse. Za vse. Za Vsi vse. imajo 270 evrov neobdavčeno. Tako je. To pomeni, da imajo vsi, sicer se z višanjem plač ta delež niža, ampak tudi nekdo z 10 000 ima pa, ne vem, 2 evra več na mesec. Vse to drži se. Prav, mi nismo mogli zdaj, ker problem je potem spet meja. Ne? Ker potem, če bi mi postavili, da ta neto večja plača velja za tiste, ki zaslužijo do 900 evrov, bi bilo pa spet vprašanje, ja, zakaj pa zdaj tiste nekaj pa 901. In je ta zadeva pač problematična. Ne? In zato smo mi res naredili zelo enostavno rešitev. Vsem in pika. Ne? In zagotovo se bo poznal najbolj tistim, ki imajo najmanj. Nekdo, ki veliko zasluži, se mu to ne pozna, nekdo, ki ima pa 600 evrov, na mesec se mu pa 50 evrov zelo pozna. Na katerem členu je to? V katerem členu čakate? Danes mi boš... Najnižja osnova za prispevke. Najnižja osnova za prispevke, drugi člen, in sicer minimalna plača. To je to. Potem, če greste sam pogledati, recimo, če gremo na hiter čez zakon, potem lahko vidite, da prvi je zgolj tako vodnik, kjer pravimo, da mi stopenj ne spreminjamo. Mi nismo želeli spreminjati stopenj prispevkov, ker to bi odprli potem spet nek plast nekih konfliktov in problemov, a je nek odstotek pravilen na niz, zaradi tega smo mi to pustili primer in to napišemo. Drugi člen je namenimo temu, rečemo, višjemu dohodku, 50 evrov več za minimalno plačo. Tretji člen je namenjen ureditvi božičnice. Potem četrti člen je predvsem spet za tiste, ki nimajo neke plače, to so SP-ovci in podobni, ne? Da se osnova za prispevke pač določa minimalna plača. Šesti člen, sem rekel, je razvojna kapica in sedmi člen je način pač obračunavanja, tehnično določilo. Hvala za vašo prisotnost in upam, da skupaj kaj premaknemo na tej slovenski zemlji. Zdaj pa se začnejo obravnave predloga To je pa da odvisno, kako bo predsednik dodelil stvari matičnim delovnim telesom, pa kako bo... Mislite, da že letos ali po novem letu glede na to, da smo ti pripravili? Ne, letos je zadeva zaključena. Ta zadeva se bo obravnavala zagotovo v letu 2016. Če mi danes zakon vložimo, do novega leta zagotovo ne bo odbora, ki bo to obravnaval.